Živijo in dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaja Solo in danes delamo spet en art challenge, tako da dajmo kar pogledati. Danes imam en challenge, ki ga je poslala Tara, tako da Tara, najlepša hvala, da si mi ga poslala. Dajmo kar pogledati, o čem je tale challenge. Based on your phone, tako da imam podatke o svojem telefonu. Zdaj si bom tukaj naštimala prazen papir, zato da si lahko tukaj pišem. Prva stvar je spol, glede na procent moje baterije. Se pravi, če je 60% ali več je punca, če je med 60 in 30 je fant, če je 30 ali manj, je pa other. Se pravi, you can choose any as long as it's not cisgender. Dajmo pogledati, jaz imam zdaj 28% baterije, tako da imamo other. Jaz sem zdaj probala narediti nek karakter, ki je nek pač androgynous, tako da pač bojo elementi obojega. Zdaj kar cool dejansko, da je res nekaj drugačnega. Naslednjo imamo personality. Če imaš več kot 35 aplikacij, je med 50 in 100 leti, če imam pa manj kot 35 aplikacij, je pa mlada oziroma 15 do 30. Jaz zdaj nimam pojma, koliko imam aplikacij, ampak jaz bi rekla, da jih imam več kot 30. Actually bom preštela. Več kot 35 jih je definitivno, tako da je med 50 in 100. Ali kaj jaz to rečem, kao da je nek 100 let star? Ne morem golfati. Ok, starost. Barva oči je barva mojega ozadja. Zdaj, moje ozadje je pisano, tako da črno z pikicami. Actually, to bi znalo biti cool. Oh my god, lasje so barva tvojega ovitka za telefon. Jaz nimam ovitka za telefon, to pomeni, da mora biti plešast. Ker tudi, ko imam ovitek za ta telefon, je prozoren. Če imam iPhone, naj ima dolge lasje. Ok, lahko imam. Ok. Bom jaz dala bele lasje, ker je pač telefon je bel. Tako da bojo beli lasje. Sprav, dolgi lasje. Če imam Samsung, naj bojo kratki lasje, če imam pa kak drug telefon, naj bojo pa srednji. Zdaj pa imamo še druga stran, stil, glede na moje najljubše aplikacije. Moja najljubša aplikacija bi rekla, da je Wattpad. What? Čeprav realno mislim, da bo kar Pinterest. I guess, a veš, čisto odvisno je od mooda, ne? TikTok, kadar mi dolgcajt, Pinterest, kadar pač ustvarjam, zato mi je najboljša. Deezerja nimam, Spotify ne uporabljam več, ko imam YouTube Music, Wattpad je amazing, best app ever. Instagram, logično, Webtoon ne uporabljam, Snapchat ne uporabljam, YouTube pač, kakor sem rekla, zaradi YouTube Musica ga največ uporabljam, pa Discorda tudi sploh ne uporabljam. Tako da bom jaz kar lepo izbrala Pinterest, pa imamo Vintage. Zdaj pa imamo še ostale detajle. Barva majice je logo moje najljubše aplikacije. Se pravi, če sem predala Pinterest je rdeča, barva hlač oziroma obleke je barva moje najmanj ljubše aplikacije. A bi jaz to dala zdaj TikTok? Ne, realno imam, pač uporabljam TikTok, sam ne maram ga, zaradi tega mi ful preveč sajta požere. Snapchata ne maram, tako da rumena. Snapchat je tako gunner app, presežem. If you're popular on TikTok, give them a crop top. If you're not, give them a t-shirt. I guess I am, dober. Oh my god! Vintage crop top, dober. Če imaš Snapchat, mu daj krilo, če ga nimaš, nama pa hlače. Ok, nimam ga, tako da. Znači, prav tehnično ga imam, sama ga imam na tem fonu. Ok, nimam ga, v redu. Hlače. Če imaš Temu aplikacijo, naj ima pegice, imam Temu. Če poznaš nekoga, ki ima isti telefon kot ti, dodaj piercinge, a poznam jaz koga, ki ima iPhone 13 Pro Max. Actually, moja familija imajo vsi moje stare iPhone, tako da nimamo isti. To ima tudi novejšega. Ok, nimamo piercingov, super. Če si dobila telefon po zimi ali pa jeseni, dodaj obliž. Jaz sem ga po moje dobila jeseni, ker sem ga kupila takrat, ko je ven prišel, kar je septembra, kar je jesen. A je to jesen že? Jesen se prične okoli 23. septembra in traja do začetka zime 21. decembra. Torej ni. Ok, ne bomo imeli obližov. Če si dobila telefon pomladi ali pa poleti, add earrings. Se pravi, moram dodati uhane. Ok, to mi je všeč. Če se ne moreš spomniti, je pa v redu, dodaj šal. Ok, se spomnim. Tako da, zdaj imamo vse. Zdaj bom pa naredila eno skico in pač sestavlja ta lik v celoto. What the fuck so ti nohti? To ne gledati, moram se jih dan še enkrat narediti. Drugač, danes sem naredila malo drugač dejansko, ko rišem, bom v tišini, bom poslušala muziko in bom naredila voiceover. Dajte mi povedati, če vam je to cool, ali bi raje, da pač dejansko zraven govorim medtem, ko rišem, ker meni je majčken boljš, da se osredotočim na risbo in potem šele govorim, ker drugač pač ne morem to skoncentrirano risati. Tako da, zdaj bo prevzela Kaja Solo v voiceoverju, mi pa gremo risati. Ok, prvega dela skice mi ni posnel,
ampak delala sem skico z rumeno barvico, ker pač se tako lažje pač ne vidi, potem, ko narediš dejansko line art. In tokrat sem se odločila, da naredim v svojem starem stilu, v katerem sem včasih risala in je bilo toliko zabavno spet odkriti ta moj stil, ker sem ga včasih res skozi uporabljala, pa ne vem, zakaj sem pol kar naenkrat nehala in je bilo toliko lažje, ker sem dejansko nekrat majčkeno bolj sem bila kreativna, ker sem si lahko vzela malo več prostora za pač kreativo. Zdaj, glede tega, da je androgynous character, sem v bistvu naredila za to kratke lase, pa v bistvu male body, kar je pri tem mojemu stilu razvidno že iz oblike obraza, ker je majčkeno bolj kvadratna, ker kadar rišem punce, so majčkeno bolj okrogu obraz, oziroma majčkeno bolj tak špičast, pa tudi dodala sem malo bolj močne obrvi. Ne vem, koliko mi je dejansko ratalo narediti androgynous, se mi zdi, da je to dosti težko v artu, ampak za moj prvi attempt na nekaj majčkeno bolj drugačnega, mislim, da je good. Outfit ni neki groundbreaking, v bistvu sem na Pinterestu najdla neke reference za vintage crop tops in za hlače, ki so dosti navadne. Sem pa pol pozabila dejansko, da moram narediti še dolge lase, tako da sem vzela tale Edix v rollerju, ali whatever, kako se temu reče. In sem enostavno rolala čez. Meni je to ful dober, ker dejansko lahko takoj rišeš potem čez. Takle naredim pač črte in se na koncu skoraj ne vidi. Zdaj, če bi bil bel papir, bi se še manj videlo, zaradi tega, ker je majčkeno rumenkast, se pa še vedno malo vidi. Na srečo nisem rabila barvati las, ker so itak beli. Potem pa sem pobarvala še oči in sem se odločila, da naredila take pikice noter, tako so te žogice na mojem ozadju in jaz mislim, da je kar dobro izpadlo, glede na to, da je nekaj majčkeno drugačnega. Pa sem dodala senčke z tako malo bolj kožno barvo. In na majčko sem dodala pikice. Zdaj vem, da outfit ni več toliko inspired by the apps oziroma the logos, mogoče bi mogla malo bolj iti v to, ampak sem enostavno hotela narediti majčkeno bolj coherent outfit. Pa sem pregledala vse, če sem vse upoštevala in sem ugotovila, da sem pozabila uhane, čisto vedno nekaj falim in tokrat sem falila to, da ta karakter ni star med 50 in 100, ali pa tudi je, ne vem, pa se zelo dobro stara. Na koncu sem dodala še pegice in ja, če imate kakršenkoli takle art challenge, mi ga lahko pošljete na Instagramu. Je pa to za tegale to načeloma, zdaj je končan in ja, čakam naslednjega. Moram pa priznati, da sem v bistvu naredila dva, ker sem v prvo čisto pozabila, da moram narediti androgynous in sem narisala žensko, ampak je tudi dobro izpadla, tako da dobili smo 2 in 1. V glavnem, to je to. Hvala, da ste gledali, lepo se imejte in veliko se smejte in se vidimo naslednjič. Čau!